V torek, 2. aprila, je že 14. zasedal svet krajevne skupnosti Črni Vrh, kot je sprva poudaril predsednik. Kakšnih takih hudih stvari ni, edin perečih problemov. Na sejo so prišli tudi krajani, ki so menili, da na zasedanjih ni občinskih svetnikov. Krajan se je vprašal, kako lahko svet deluje, če svetnikov preprosto konstantno ni. Predsednik krajevne skupnosti je povedal, da vabila dobijo vsi, stvar njihove odločitve pa je, ali na zasedanje pridejo ali ne. Ne vem, malo sem gledal, ne vem, kako svet lahko deluje. Rečemo, ki imate tri take člane, ki so stalno, rečemo, jih ni. Tako. Krajani so se na to pritožili še zaradi pluženja in vzdrževanja cest. A so tu ceste še ali niso več ceste? Za mene tu niso ceste, mislim, proti zelo. To za mene. No, ker tu ni sistem, da pridesta dva delavca zidarja gor, z enim žakom, tistega hudiča in pol tam in dopoldne mačkaste table postavljate in pol zvinete in lukne za njimi še večje. Svetnica Silva Gostiša se je s krajanom strinjala in dodala. Tu mislim, zdaj absolutno predlagati, da se takoj dopisno občina pošlje. Je bilo tudi tu, spremljamo vsak dan, jaz partiram nekaj in prav je, pod -9 stopinj, kaj je bilo, sem se pelala, slučajno sem šla skozi, je medlo, -9 je bilo in so šli žake tam partabli tudi delati. To je absurd. Ti znar, ka ga morajo parabi, ga morajo ti zdan pelet, tiste 3 žakle asfalta pa hadeti, bilo kam, tudi če za 2 dni ven nadreti. Je treba nemudoma poslati na občino dopis na komunalo in nekaj naredijo na temu. Nejte ceste poflikajo. Predsednik krajevne skupnosti Jurij Kavčič je na tej razpravi še večkrat poudaril, da na občino stalno pošiljajo dopise in poudaril, da je lansko leto komunala prevzela v skrb vse javne in lokalne ceste, tako da ima krajevna skupnost pri tem zvezane roke. V nadaljevanju se je glasilo tudi krajanka Črnega Vrha, ki je opozorila na razpadajočo pot pri vrtcu. V glavnem tam pred vrtcem je taka luknja, da kjer sem pa kaj naredil, je stran, da bo tako goril. Na svet krajevne skupnosti je prišel tudi predsednik društva Trma Jošt Rupnik, ki je predstavil dogajanje okoli obeh zadloških mlekarn. Povedal je, da so na občnem zboru predlagali, da se iz plasteniške mlekarne naredi podobno avtobusno postajo, kot je na koncu zadlogov v Tisovem Vrhu. Srednješko mlekarno pa naj bi prerodili v nekakšen prostor za sestanke in druženje, ki ga Zadlog potrebuje. Ali bi zadležani za? Jošt Rupnik je predlagal, da se naredi opis objekta. V ta smer, da če nam mi imeli skica enkrat, da damo vse tu okoli, rečemo tu pa tu so ideje, da se strinjate ali pa ne. Svetniki so se pogovorili tudi o nastajajočem vrtcu, ki že ima gradbeno dovoljenje. Predsednik je zopet poudaril, da se izgradnja vaškega jedra počasi premika, omenili so tudi delavnice, ki trenutno potekajo na Črnovrški planoti, ter se dotaknili tudi projekta Trepče. V tem zaselku Črnega Vrha naj bi se kmalu dodalo pločnik in uredilo odvodnjavanja. Ob koncu sestanka so člani podali še svoje predloge za občinske nagrajence.